Naša analiza ranljivih oseb v Posavju je pokazala predvsem, da je potrebno dostopati do ljudi na podeželju, da tudi oni potrebujejo programe za večjo socialno vključenost, za več družabništva. Potrebna je tudi več infrastrukture, mogoče kakšni skupnostni vrtovi, kakšna športna infrastruktura dodatna, tudi na podeželju. Potem velika je potreba po oskrbi na domu, mogoče tudi dnevno varstvo za nekatere ranljive skupine, bivalne skupnosti, družabništvo na domu in podobne vsebine. Potem pogrešamo tudi več programov za mlade, spet tudi na podeželju, da ni samo v mestnih središčih. Potrebujejo strukturirano počitniško varstvo, mogoče organizirano varstvo za otroke in pa učno pomoč in podobne programe za ranljive mlade. Povezovali smo se z številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami, omenil bi podporo občin v Posavju, zelo nam stojijo ob strani, z javnimi organizacijami, kot so centri za socialno delo, Zavod za zaposlovanje, mladinski centri, odlično sodelujemo, seveda pa tudi smo se povezovali s številnimi društvi in drugimi nevladnimi organizacijami na terenu, pa šolami, ne smem pozabiti.